Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli med nami. Dobrodošli v skupnosti Med vodami, ki letos praznuje 30 let sobivanja pod imenom Občina Medvode. Pozdravljeni v Medvodah, kjer se prepletajo ustvarjanje, razvoj in spomini. Dobrodošli na stičišču kulture in narave. Dobrodošli med ustvarjalnimi in požrtvovalnimi ljudmi. Na oder vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, častni občani občine Medvode, Ivanka Šušteršič, Metod Ferbar, Dušan Brekič, Jože Šilar in Janez Šušteršič. Spoštovana kolega Ciril Kozjek, župan občine Šenčur, Aco Franc Šuštar, župan Vodic, spoštovana Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, draga Liljana Madžar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, draga podžupanja Mojca Murnik, podžupan Leon Marjasec, spoštovani člani občinskega sveta, nadzornega odbora, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, kolegi sodelavci iz občinske uprave, direktorji in sodelavci iz javnih zavodov in podjetij, predsedniki in člani svetov krajevnih ter vaških skupnosti, cenjeni gospodarstveniki, župnika, predstavniki društev in organizacij, sorodniki Jakoba Aljaža, dragi in cenjeni občani. Lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta občine Medvode o praznovanju občinskega praznika v spomin našega zavetnika Jakoba Aljaža. Letos imamo razlogov za praznovanje v obilju. Poleg priznanj našim letošnjim nagrajencem se bomo v teku tega večera subtilno zahvalili tudi vsem tistim, ki ste pred nekaj manj kot letom dni brez pomisleka priskočili na pomoč vsem, ki so jo zaradi nepredstavljivega divjanja narave najbolj potrebovali. Letošnje praznovanje pa je še posebej osredotočeno na okroglo obletnico, 30 let, ki jih praznuje v tem letu naša občina Medvode. Geslo praznovanja se glasi: moč dobrih vezi, skupnost gradi. Moč dobrih vezi, skupnost gradi. Skupnost Med vodami v sedanji obliki samostojne občine torej praznuje 30 let. Kako drugačen je bil svet pred 30 leti, bi najlepše vedeli povedati mnogi izmed vas, ki ste danes tu prisotni, pa že desetletja neutrudno pomagate soustvarjati ta prostor. Kakšen bo ta prostor čez 30 let, pa bo odvisno tako od nas, ki smo danes tu, kot od tistih generacij, ki bodo s svojim delom za skupnost šele začele, a se, ne pozabimo, že danes učijo iz vaših, naših zgledov. Kdo rad bere, posebej dela, ki osvetljujejo pogled nazaj v zgodovino, se bo najverjetneje strinjal, da se ob vsakem času
da so ob vsakem času sodobniki kar nekoliko stokajoče gledali na čase, ki prihajajo in se z nostalgijo vedno ozirali nazaj. Verjetno je del odgovora iskati v nas samih. Pogled nazaj je vedno pogled tudi v mladost. In na srečo si večina ljudi vseeno bolj zapomni lepe dogodke, trenutke, kot slabe. Prihodnost pa je vedno zakrita s tančico skrivnosti, kaj pravzaprav prinaša. In od vsakega posameznika je odvisno, ali se je zmore veseliti in verjeti, da prinaša dobro, ali včasih kar pretirano zaskrbljeno pogleduje onkraj. Pred časom mi je algoritem medmrežja, ki sicer v mnogočem postaja odlagališče bizarnega, banalnega in neumnega, ponudil vpogled misel o naši relativnosti. Skrajno poenostavljeno in po spominu povzeto bi šla nekako takole. Leta 2124, čez 100 let torej, bomo prav vsi, ki smo ta večer tukaj, že pokopani skupaj s svojimi sorodniki in prijatelji. Ljudje, ki jih nikoli ne bomo videli, niti oni nas, bodo živeli v naših domovih, v katere smo investirali tako velik del našega življenja. Posedovali bodo vse, kar je danes našega, oziroma še bolj verjetno, večina tistega, na kar smo danes tako navezani, bo prodano, reciklirano, vključno z vašim avtomobilom, za katerega ste porabili celo bogastvo. Naši zanamci skoraj ne bodo vedeli, kdo smo bili, niti se nas ne bodo spominjali, saj če pomislimo, koliko nas ve, kdo je bil oče našega dedka. Ko umremo, bomo v spominu še nekaj let. Potem portret na knjižni polici nekoga, še nekaj let kasneje pa zelo verjetno ne bomo delili usode spomina najbolj znanih in bodo počasi zbledeli tudi spomini na nas. Zahtevna. Kdo bo rekel močno pretirana in morbidna misel za tako lepo slovesnost, kot je današnja? A v času, ko smo tudi kot družba vse bolj vajeni le neprestanih in močnih držljajev ekranov, je včasih potrebno tudi to. Samo zato, da se morebiti malce ustavimo in razmislimo. Razmislimo o tem, kaj je tisto, kar je res pomembno. Kaj je tisto, kar res šteje? Zakaj je res vredno živeti? To ne pomeni, da je ves naš trud, želje, tudi ambicije nekaj, kar je napačno. Nikakor. Brez izzivov, tudi poslovnih, družbenih in podobnih, se človek težko razvija v življenju. Pač pa je misel namenjena razmisleku nas, kot posameznikov in kot skupnost. Ali znamo živeti tukaj in zdaj? Ali se znamo preprosto zavedati neskončne sreče, ki jo imamo, da še živimo v časih miru? Na tako čudovitem delu sveta, v prekrasni deželi in znotraj nje na tem posrečenem križišču mesta in podeželja, gričevja in ravnin, pol in rek. Se zavedamo dovolj, da so edino, kar resnično šteje, dobre vezi med nami. Dobre vezi, pa tkem z lepo besedo, s prijaznim pogledom, s prizanesljivim odpuščanjem in zavedanjem, da smo vsi ljudje in kot taki vedno polni napak. Naša najsvetejša dolžnost, naše poslanstvo bi morala biti želja po tkanju pravih, dobrih vezi. Vsak od nas bi moral izgoreti v delu za skupnost, kjerkoli in na kakršenkoli način mu njegovi talenti in zmožnosti to dopuščajo. Izgoreti med tkanjem dobrih vezi pomeni doseči cilj in osmisliti svoj postanek v tem času. Kaj drugega bi se sicer lahko temu cilju vsaj malo približalo? Mar ne bi morali videti prav tega smisla v vsakem človeku, v vsaki stvari, ki jo pogledamo? V današnjem nadaljevanju programa bo predstavljena tudi veriga skupnosti. Projekt, ki je nastajal dolgo časa, a nosi v sebi izjemno sporočilo. Sporočilo, ki pravzaprav govori o unikatnosti prostora in nas, ki tu živimo, in o naši želji, da skupaj gradimo dobre vezi. Poleg vsega, kar bo predstavljeno, sem najbolj iskreno vesel ideje, da 7 krogov, ki smo jih izrezali iz te verige, v 7 letih ponesemo na 7 točk naše skupnosti. Na tistih točkah vzamemo del, kamenček, ga obdelamo in vgradimo v verigo. S tem bo v 7 letih veriga postala del skupnosti in skupnost del verige. S
tem bo v govorici simbolov dosežena neskončnost dobrih vezi, ki naj gradijo skupnost. Nore ideje, bo rekel kdo. Toda, ali ni prav to razmišljanje o nečem več, o presežnem tisto, kar nas osmišljuje kot posameznike in kot skupnost? Po koncu slavnostne seje bomo v prostor umestili tudi izjemno delo našega umetnika, pokojnega kiparja Franceta Rotarja. Njegovo kultno delo, Krogla z jedrom, bo od sedaj naprej nagovarjala vse nas, v samem epicentru naše skupnosti na Sotočju. V njej lahko vidimo mnogotera sporočila. Prav gotovo tudi to o nujni potrebi, da neprestano rastemo, da smo povezani v različnosti in da znamo videti tisto, kar je smisel, tisto, kar v resnici je jedro. Moč dobrih vezi, ki skupnost gradi. Hvala vsem vam, spoštovani letošnji nagrajenci. Hvala vsem dosedanjim nagrajencem in hvala vsem vam, ki na kakršenkoli način pripomorete, da se naša skupnost na Sotočju zadnja 30 letja razvija. Pogled naprej naj bo realen, a poln vere v to, da nam bo uspelo. Odgovornost za to, da bo ta prostor, ta dežela, ta svet prijeten tudi v prihodnje, in to poudarjam ponovno, leži na čisto vsakemu izmed nas. Nihče nima izgovora, nihče nima alibija, da mu pri tem ni potrebno sodelovati. Vsakdo naj po svojih najboljših močeh tke dobre vezi in s tem skupnost gradi. Ukolikor se bomo tega zmogli najprej zavedati in na to čim večkrat tudi udejaniti, potlej se bo pogled v prihodnost spremenil in s prijetnim pričakovanjem bomo zrli v leta, ki so pred nami. Potlej v teh krajih med vodami ne bo pozabljen legendarni vzklik našega občinskega zavetnika Jakoba Aljaža, ki je dejal: saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan Nejc Smole. Star slovenski pregovor pravi: človek se med ljudmi obrusi kakor kamen po svetu. Nanj vpliva vsako dejanje njegovih bližnjih, včasih beseda, včasih že droben nasmeh. Človek je, ko stopi na pot življenja, kakor neizklesan kos kamna, neobdelan kos kovine ali nepopisan list papirja. Družba in okolica ga obrusita in oblikujeta vse njegovo življenje. Tudi mlada občina Medvode, stara komaj 30 let, pa vendar bogata zaradi svoje zgodovine, zaradi svojih zakladov in izzivov. V srcih občank in občanov pušča odtise časa in prostora. Zgodbo Medvod je v skladbi Domači spev ujel mlad Medvodčan oziroma Medvoščan, glasbenik, pisatelj in skladatelj Andraž Babšek, ki je lani prejel občinsko priznanje Mladi up. Skladba temelji na domovinski tematiki. Obrača se k lokalni kulturi Medvod, k okolju, v katerem je nastala in mu je tudi posvečena. Avtor se v njej vrača k ljudski melodiki in slovenski večglasni glasbi. V drugem delu zasledimo ljudsko pesem Preozke so stezice, vendar ne v klasični obliki. Preko tradicionalnih glasbenih prijemov odpira vrata moderne glasbe na nov, svobodnejši način. Skladba Domači spev je nastala junija 2023. Avtor jo je napisal za pihalni orkester, posvetil pa jo je godbi Medvode. Prisluhnimo torej godbi Medvode in skladbi Domači spev.
hvala godbi Medvode in dirigentu Roku Škrlu, ki so nas popeljali po skritih in že odkritih kotičkih naše občine, kot jih vidi in občuti mladi glasbenik Andraž Babšek. Da je občina Medvode obkrožena z zelenimi površinami Sorškega polja in Polhograjcev, ve vsak domačin. Marsikje naletimo tudi na slogan Zelena vrata glavnega mesta Slovenije. Ne ve pa vsak Slovenec, da se je tu rodil Jakob Aljaž, naš občinski zavetnik, čigar rojstni dan praznujemo jutri. Ali pa tega, da je tukaj deloval France Rotar, mednarodno priznani kipar, znan po skulpturah, poimenovanih Krogla z jedrom. Le malo kdo tudi ve, kaj nam, če stopimo na sotočje Save in Sore, se dvignemo v nebo in nad mestnim jedrom zaokrožimo okoli svoje osi, razkrije pogled na širne daljave, med katerimi se ponosno pokaže celo Triglav. In prav to sta v svoji idejni zasnovi razkrila avtorja predloga za župansko verigo občine Medvode, Franc Cegnar in Zvonka T. Simčič. Danes, ko mlada in zrela občina Medvode s sloganom Moč dobrih vezi skupnost gradi praznuje 30 let, je pravi čas, da dobi nov simbol skupnosti, s katerim izraža svoj odnos do življenja, do ljudi in do dediščine. Županska veriga je del občinske protokolarne oprave. Svojemu županu jo kot simbol časti podeljujejo občani. Kadar si jo nadene, pa z njo župan izkaže posebno čast ob podeljevanju občinskih priznanj. Županska veriga simbolizira županovo odgovornost občankam in občanom in višjim državno-pravnim forumom, župansko čast, zaupanje občanov v vodstvo občine, ki jo župan zastopa in predstavlja, ter zaupanje občanov v izvoljeno osebo in osebnost župana. Z velikim veseljem vas danes, drage gostje in dragi gosti, vabim, da si skupaj ogledamo kratko predstavitev zamisli zanjo. Potem pa bomo župansko verigo, verigo skupnosti, slovesno predali županu. Ja, jaz se z izdelavo županskih protokolarnih ovratnic ukvarjam od leta 1994. Takrat sem izdelal prvo za mestno občino Velenje in od takrat naprej sem jih izdelal 40. Ta za občino Medvode je v bistvu 41. Posebnost te je ta, da je občina Medvode sodelovala z idejno zasnovo. Najprej bi poudarila, da je sama ideja sega že kar nekaj časa, kar nekaj let nazaj, v leto 2017. Druga stvar, ki bi jo poudarila, pa je, da se je ideja rodila skupaj s Francem Cegnarjem. Naredili so en zračni posnetek občine in naredili potem eno silhueto teh hribov okrog. Občina Medvode leži kot neka kotlina, ki jo obdaja Ljubovje. To je bila potem osnova za to, da sem jaz oblikoval idejo za ta izdelek. Naredil sem potem, ta silhueta poteka po zunanji strani te verižice, naredil sem potem segmente, člene 31 takih členov, ker ima občina 31 naselij. No, srednji del tu spodaj je grb občine Medvode. Nastala je ena taka zanimiva celota, kjer sta vsi členi praktično različni, kar pomeni, da je dobesedno unikatna, ker noben člen ni enak drugemu. Izdelek je poseben tudi zaradi tega, ker so nekako določili 7 tako imenovanih točk, ki so tukaj na tem izdelku vidni kot luknje. Iz same verige materialno bomo odvzeli te točke, kroge položili nekje v krajinu v Medvodah, to bo še v nadaljnji raziskavi. In s tem, ko bomo ta material odnesli v krajino, bomo energijsko se povezali s samo verigo, tako da bo veriga ves čas
dobivala energijski kapital. Tako da bo na nek simbolen način ta izdelek povezan z to pokrajino oziroma s temi točkami v pokrajini. Naj bi bile točke, kamor bi ljudje hodili, kjer naj bi se srečevali, torej sami občani prinašali energijo v verigo, ki pa simbolično nosi skupnost. Lahko bi celo rekli, da veriga je upanje, ki lahko ponovno poveže našo občino. Na oder vabim častno občanko, gospo Ivanko Šušteršič, da v imenu skupnosti preda župansko verigo in župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta, da jo prevzame. Skupnost tvorimo posamezniki, členi močne verige, ki je lahko trdna in služi namenu samo, če se zavedamo soodvisnosti in pomembnosti vsakega člena. Naj županu predstavlja čast in odgovornost do soljudi in naj njena simbolna vrednost zaživi med ljudmi. Edinost, sreča, sprava. Moč dobrih vezi skupnost gradi. Hvala gospe Ivanki Šušteršič za predajo verige. Nadaljujemo s prvim delom podelitve občinskih priznanj. Na oder vabim predsednika Komisije za priznanja občine Medvode, gospoda Janeza Šušteršiča, ki nam bo na kratko predstavil delo in odločitve komisije. Dolžnost ni samo, kar veleva mu stan, to, kar zmore, je človek storiti dolžan. To sta verza Simona Gregorčiča in bi bila lahko tudi geslo naših dobitnikov priznanj oziroma tudi geslo naše komisije. Simon Gregorčič je bil prijatelj, stanovski kolega našega Jakoba Aljaža. Jakob Aljaž je veliko njegovih pesmi uglasbil največ med vsemi slovenskimi skladatelji in ga tudi podpiral v polemikah tistega časa. Na razpis komisije je letos pravočasno prispelo 7 popolnih pobud. Vloge smo obravnavali na podlagi odloka občine Medvode o priznanjih, poslovnika komisije na osnovi pretekle evidence in primerjalne prakse komisije v skladu z demokratičnimi načeli. Priznanja so simbolična, imajo samo častno in moralno zadoščenje, brez materialnega. Poudarjale naj bi predvsem dejanja v naši skupnosti in pomen v svojem času. So zahvala naše občine posameznikom, skupinam in organizacijam za njihova nesebična dejanja, za zgled in navdih. Tudi zaradi njih je življenje v naši skupnosti lepše in bogatejše. V javnosti so občasno lahko prisotni tudi dvomi v odločitve komisije ali nerazumevanje odloka. Noben zakon, predpis, pravilnik, paragraf ne more celovito vrednotiti, še manj primerjati dejanj ljudi. Jasno je, da so odločitve članov komisije na koncu koncev subjektivne, plod iskrene človeške presoje. Primer. Človek, ki tvega svoje življenje, da reši drugega, bi dobil po naših pravilih medaljo občine Medvode.
Zgled, pozornost, ki ga daje tako dejanje, ima morda celo večji odmev kot vsa druga priznanja, četudi so ta plod vseživljenjskega, nesebičnega, prostovoljnega delovanja v prid naše skupnosti. Ob vseh dilemah, tudi različnih stališčih, nikoli izključujočih, smo v komisiji dosegli demokratično soglasje za odločitve, ki bodo v nadaljevanju predstavljene ob podelitvah priznanj. Hvala vsem članom komisije za iskreno, načelno, pošteno upravljeno delo. Posebej gospema Marjeti in Silvani, ki sta obesedili rezultate naših odločitev. Vsem dobitnikom priznanj v imenu komisije ob tej priložnosti čestitam. V komisiji smo pričakovali, da bo več pobud prispelo v povezavi z lanskimi nesrečami v naši občini. Bilo je toliko navdihujočih, nesebičnih in človekoljubnih dejanj. Zato smo občini, organizatorjem te slavne seje podali pobudo, da v okviru programa te slovesnosti obeleži te dogodke in se na simbolen način tem odličnim občanom in organizacijam zahvali in pokloni. To se bo v nadaljevanju tudi uresničilo, kar je povedal tudi gospod župan. Lahko se zahvalim za to tudi v imenu neimenovanih junakov. Na začetku sem citiral verze goriškega Slavčka iz njegove znamenite pesmi Življenje ni praznik. Jutri je praznik občine Medvode in to ravno na rojstni dan njegovega prijatelja. Zato lahko skliknemo vse najboljša občina Medvode, Bog te živi. Hvala, gospod Šušteršič. Sedaj pa vas vabim še enkrat na oder in župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta, da skupaj s predsednikom podelita priznanji Mladi up Medvod in medalji. Priznanje Mladi up Medvod se podeljuje mladim občanom in skupinam mladih občanov v starosti do 29 let, ki izstopajo s svojimi uspehi ali dosežki, oziroma je med vrstniki prepoznan njihov izstopajoči zgled, s čimer prispevajo k razvoju in napredku skupnosti in okolja, v katerem živijo. Prvo priznanje Mladi up Medvod prejme Ana Weber. Ana Weber je že od malih nog zapisana ljubiteljski kulturi. Z odrom se je prvič srečala v kulturno-umetniškem društvu Oton Župančič Sora, skupaj starši v koreografiji štajerskih plesov. Z njima na odru je bila tudi ob 40-letnici folklore v Sori in tudi ob 50-letnici, tako kot še ostali Weberovi z ladje. Folkloro imamo, ne vem, v krvi, ne vem. Ana igra harmoniko od zgodnje mladosti. Če igraš nek inštrument, ga ne boš igral sam zase. Zato se je pridružila folklorni sekciji Sorškega društva. Vižjim pesmi se je učila po posluhu in tako dela še sedaj. Jaz ne poznam not, nikoli jih nisem. Kmalu je prevzela vlogo glavne godke pri mlajši otroški folklorni skupini. Pilila plesno igranje na harmoniko in širila svoj repertoar. Ana, ti imaš pa težko harmoniko. Jaz pa vem rešitev. Ti povej. Na orgelce. V orgelce, hvala. Skratka, iz leta v leto je postajala vedno bolj nepogrešljiva. Mi imamo daljši nastop, mi nujno ramo čevlje. Veste, mi imamo šli konc mesta, gremo mi na Dunaj. Med drugim tudi v francoskem kraju, pa 3 leta v godbi Medvode. Ana neguje ljubezen do ljudskega izročila in nesnovne kulturne dediščine. Že leta 2009 se je vključila v miklavževanje, sprva kot igralka. Nato kot režiserka, bodisi pravljic za otroke ali kratkih videoposnetkov. Prvič, ko je epidemija koronavirusa preprečila miklavžev tradicionalni obisk v Sori, potem pa, ker jih je to skupaj z ekipo odlično šlo od rok. Lotili so se še 2 radijskih iger in konec leta 2023
ustanovili multimedijsko sekcijo, z roko v roki z dramsko. Strast do gledališča je Ana izkazala že na gledaliških odrih na Senici, v predstavi Županova Micka in v ljudski igri Veriga, kjer se je skrila za brki. In še v komediji Pusti tatu, da pošteno krade. Včlanila se bom v sindikat. Svoj pečat je leta 2021 pustila tudi pri projektu Združenega medvoškega gledališča v predstavi Kralj Ojdip kot asistentka režije in članica zbora. 2 leti kasneje je sodelovala tudi v igri Občinski tepček Huda smledi. In še dodatno potrdila, da se dobro znajde tako na odru, za odrom, pod odrom. Že leta 2022 je namreč v Sori dramatizirala in režirala svojo prvo celovečerno predstavo po filmu Vesna. Doživela je kar 11 ponovitev. Se mi zdi, da ljudje radi delajo, če vidijo, da je ena prijetna energija, pa lepo vzdušje, pa da je tudi cenjeno to, kar dajo. Če je dobra šefica, uživa vsaki. Uspeh ni bil spregledan in Ana je v imenu vseh prejela kulturno priznanje, pletenico za posebne dosežke. Kar 11 ponovitev je medtem doživela še druga predstava, ponovno s pestro medgeneracijsko sestavo. Če jo nimamo, jo pa najdemo. Toliko cajta se matramo, da na koncu je. Tokrat po televizijski seriji Alu Alu. Skozi se dogaja, skozi se obrača, skozi je nekaj. Na vrtečem lesenem odru. Ana je po poklicu namreč lesarski tehnik in za svojo zaključno nalogo je izdelala lesen kanu in zanj prejela prvo nagrado. Ana Weber. Pestra dejavnost jo je vodila v organe Soškega kulturnega društva. V tem mandatu je članica upravnega odbora. Ana je že od otroštva dalje tudi članica prostovoljnega gasilskega društva Sora. Zastopala ga je na občinskih tekmovanjih, danes pa nanje kot somentorica pripravlja gasilski podmladek. Nepogrešljiv del njene mladosti je tudi oratorij v Sori. Ana kot animatorka in vodja katekez in delavnic, kot mentorica v bivaku, skratka kot nepogrešljiv del mozaika. Leta 2022 je sprejela kandidaturo v občinski svet, da bo tudi izvoljena, pa ni pričakovala. Postala je najmlajša članica občinskega sveta občine Medvode doslej. Je tudi članica odbora za mladino in odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Moj moto pa je, če boš sproščen, ti bo vse ratal. Ana Weber je vsestranska, odločna, požrtvovalna, kreativna in izjemno delovna posameznica, ki kljub mladosti pušča močan pečat v skupnosti. Ana, iskrene čestitke. Drugo priznanje mladi up Medvod prejme Nace Guzel. Nace Guzel s prostovoljskim delom spodbuja razvoj tehniške kulture, taborniških veščin in pozitiven odnos do sočloveka in narave. Kot tak je vzor vrstnikom in mlajšim v skupnosti. Pa se najprej vrnimo 5 let nazaj, po potrditev prej povedanega. Priznanje prav tako prejme tudi moj sovoditelj Nace Guzel. S svojim prizadevnim delom v šoli in izven nje daje pozitiven zgled vsem ostalim učencem. Nace Guzel je že kot učenec osnovne šole Preska pokazal navdušenje nad različnimi področji tehnike. Leta 2019 je postal član prve ekipe osnovne šole Preska za tekmovanje Prst Lego Liga. Po zaključku osnovne šole v šolskem letu 2019-2020 je na povabilo šole postal mladi mentor šolske ekipe. Pomagam in jih učim.
Gre za mednarodni program, ki temelji na raziskovanju in izobraževalni robotiki. Plan je v bistvu, da ta robot naredi te misije, ne? Kar je logično. In temelji na ekipnem delu. Danes smo naredili, kako se reče? Inovacijski posnetek. Pod njegovim mentorstvom se je ekipa 3-krat uspešno uvrstila na odprto državno tekmovanje. Z tem tekmovanjem se lahko otroci zelo veliko naučijo, nekaj, kar se v šoli težko naučijo, ne? Torej nekega tršega dela. Ne? V letošnji sezoni je prejel nagrado za najmentorja na predlog ekipe, ker je zelo prijazen, nas je vedno zelo spodbujal, da smo delali čim več. Največ smo tudi naredili, ko je bil on zraven. Tudi, ko nismo nekaj razumeli, se ni nas razjezil, ampak nam je še enkrat lepo razložil. Ob 8:30 vsako soboto. In še naprej ostaja z njimi. Naslednjo leto pa še enkrat je nova tema in pač se gre ponovno programirati robota od začetka. NACE z ekipo želi tehnično kulturo razširiti tudi v lokalno skupnost. Snujejo potujoči preški tehniški muzej. Cilj je seveda, da dobimo kombi, v katerega bo to vse, kar je tukaj na displeju šlo. Ne? In kar je bilo tokrat razstavljeno na stojnicah. Muzej? Ja, da ne odkrivajo že odkritega. Da bojo znali perfektno potem tudi to razumeti, kar se danes dogaja. NACE je bil že kot učenec aktiven tudi pri projektih Erasmus+. Kar je v srednji tehniški šoli šolskega centra Kranj le še nadaljeval. V okviru programa Erasmus+ je opravljal večtedensko prakso na Portugalskem in v Avstriji. Sodeloval je tudi na raznih odpravah mednarodnega projekta MIPI in z odpravo čez Velebit in opravljenim tečajem iz francoščine osvojil srebrno priznanje. Statistika zadnjega obdobja je srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, bronasto iz znanja angleščine in bronasto na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. Trenutno čaka na rezultate mature. Študirati namerava na Elektrotehniški univerzi v Ljubljani. V NACET-u pa se vendarle skriva tudi delček kulturnika. Bila je kraljica ni hurška brhka, plesati ni dolgo, ni volja bila. V Baru kulture je pred kratkim ustvaril tudi kviz o vesolju. Sicer pa je trdno na tleh. NACE je že vrsto let aktiven tabornik. Danes otroke uči načel taborništva, z njimi deli razna topografska znanja z področja orientacije in pripravlja akcije namenjene učenju in druženju otrok v naravi. Je član vodstva društva tabornikov Rod dveh rek Medvode in je zaradi prej nanizanih veščin nosilec neformalne zadolžitve, skrbnik notranjih prostorov taborniške rezidence. Pridružil se je tudi taborniški ekipi civilne zaščite in aktivno pomagal prebivalcem občine tako v poplavah avgusta 2023, kot tudi pri kasnejšemu urejanju okolja. In ja, če gre kaj narobe, se NACE potrudi po najboljših močeh in vse razreši. Zato ga na posnetkih in fotografijah težje najdemo. Opisali bi ga torej kot nasmejano, pozitivno, razumno, odgovorno, delovno in samoiniciativno osebo. NACE iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo 2 medalj. Medalja občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za enkratna posamezna družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenja in preprečevanju škode na premoženju.
Ob podelitvi medalje se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine. Medalja občine Medvode se lahko ob posebnih priložnostih podeli kot spominska medalja vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter vidnim javnim delavcem. Medaljo občine Medvode prejme Društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila. Začelo se je iz preproste ugotovitve, da je nikogaršnjih živali in takih, ki potrebujejo pomoč, preprosto preveč in da potrebujejo naš glas, tu in zdaj. Moraš imeti kar trdo kožo, no? To so posnetki ene izmed prvih dobrodelnih stojnic, ki so jo članice in člani Društva za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila postavili v središču Medvod z jasnim ciljem. Smo si zadali nalogo, da v nekih letih, 3, 4, 5 letih nekako naredimo našo občino prijazno živalim in seveda tudi naravi. Skupaj z mladimi prostovoljci so sporočili, Da vsaka žival si zasluži svoj dom. in to prijeten, čuteč in varen dom, kajti udomačili smo jih in smo za njih odgovorni. Žival je čuteče bitje, je družabno bitje, družinski član za 15-20 let. In ni darilo ob koncu šolskega leta. Ker žival je živo bitje, ki treba zano skrbeti. In da bi bila vsak Rex in vsaka Mila tudi zaželjena, je občina Medvode na pobudo društva že leta 2016 prvič izvedla akcijo sofinanciranja sterilizacije in kastracije mačk in psov. In potem vsako leto doslej kot zgled uspešne, živalim prijazne prakse s ciljem, da se zmanjša število nezaželjenih legel, da se prepreči trpljenje zavrženih živali in prenos bolezni na zdrave. Mislim, da gre za eno zgledno sodelovanje med zavetiščem občino in lokalnim društvom za zaščito živali. Tako da tega si želimo več. Zavetišča so jim hvaležna. Ja, nek bonton, neka etika nam zapoveduje, da naredimo sterilizacije, ker za mačke ni domov. Mi jih bomo imeli pa preveč. V društvu Rex in Mila ves čas v svoje vrste vabijo odgovorne prostovoljce, ki vejo, da grejo oskrbovati živali, ne božati in da se ne grejo družiti, ampak delati. V vsakem vremenu je treba te živali nahraniti, oziroma če so bolne, jih je treba potem tudi spraviti do veterinarja, namestiti, pozdraviti, najti doma. Ne? Vsak večer skoraj da 10 let, ne glede na vremenske razmere, praznike ali dopust, poskrbijo za večje število prosto živečih mačk s kvalitetnim obrokom hrane ali prijaznim zavetjem pred mrazom na 21 rednih lokacijah s hranišči. Pomagajo dvoživkam pri spomladanskem prečkanju čez cesto, z veterinarskimi uslugami se borijo za vsako žival. Pomagajo tudi lastnikom, ki zaradi različnih razlogov sami ne zmorejo skrbeti za svoje ljubljenčke. Iščejo domove za zavržene živali, začasne in stalne nastanitve. Ali zgolj botre, ki doma ne morejo ponuditi, lahko pa pomagajo z donacijami. Za živali brez lastnika, ki zbolijo ali se poškodujejo, težko krijejo stroške zdravljenja in operacij. Financirajo se iz svojih plač in donacij dobrih ljudi. V času epidemije in lanskih poplav so člani društva na terenu pomagali mnogim ljudem in živalim, ne le pri nas, ampak tudi izven občinskih meja. In bili tudi sami veseli prav vsake pomoči. Pripeljali smo hrano za živali, pesek za muce, odeje, blazine, igrače, vse tisto, kar prostovoljcem društva pride prav. In ob tem skozi vsa leta pripravljajo delavnice, svarijo pred podnebnimi spremembami, organizirajo dobrodelne in izobraževalne stojnice, pišejo prispevke z okoljsko tematiko, se povezujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami. So ogledalo naše skupnosti, če nam je prav ali ne. Se ne damo, no. Smo trmasti. Že skoraj desetletje z neizmerno požrtvovalnostjo, vztrajnostjo, pogumom in kljub mnogim preprekam ostajajo glas živali in varuhi našega okolja.
Čestitke Društvu za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila. Podelili bomo še eno medaljo. Medaljo občine Medvode prejme župnijska Karitas Pirniče. Leto 2023, podobno kot večjemu delu države in občine, tudi krajevni skupnosti Pirniče ni prizaneslo. 4. avgusta so jo prizadele nepredstavljive poplave. Oškodovanih je bilo 42 gospodinjstev. Med njimi so bile v naselju Vikrče nekatere hiše poplavljene v kar 2 nadstropjih. Kje v 20 minutah je voda toliko narasla, da v bistvu ni bilo več možno dostopa do hiše. V času, ko se je življenje med odpravljanjem škode zaradi krutosti elementa vode začelo vračati v stare tirnice, pa se je zgodila nova katastrofa. Pretresel nas je še element ognja in velik požar na kmetiji Mis v Zavrhu pod Šmarno goro. Pri obeh dogodkih, predvsem pa pri poplavah, se je pri sanaciji škode med prvimi odzvala in priskočila na pomoč župnijska Karitas Pirniče. Želimo si dati sporočilo vsem tem poplavljenim, da niso sami. Prve dni je župnijska Karitas Pirniče, kot vse Karitas v občini, prizadetim ponujala prvo socialno pomoč iz lastnih rezerv, nato pa organizirala še zbiralno akcijo sredstev za nakup najosnovnejših dobrin. Približno polovica oškodovanih se je namreč po pomoč za pridobivanje vseh javnih sredstev najprej obrnila prav na Karitas. Župnijske Karitas se trudimo pomagati po svojih močeh. Pomagamo pri izpolnjevanju vlog, pri zagotavljanju razvažilcev prostora, pri sami fizični pomoči, ki je treba kaj počistiti, pri naprimer zagotavljanju čistil z določenimi drobnimi akcijami. Skušamo, kjer se le dano. Sodelavci župnijske Karitas Pirniče so se tokrat izjemno izkazali s hitro odzivnostjo in nesebičnim posluhom za bližnjega, ki se je čez noč in za mnogo noči znašel v stiski. Veliko nam je pomagala Jera iz Karitasa, tudi ne samo finančno, tudi pogovorno. Na koncu niti ni pomembno, koliko imaš denarja, v bistvu, da si človek človeku, prijatelj. Mnogo vezi se je na novo stkalo. So bili izpostavljeni tudi res svetli primeri pomoči, ko je nekdo kar prišel prostovoljc, tukaj sem za vas manj čas, kako lahko pomagam. V bogatem razponu dobrodelnih dejavnosti v tej prostovoljski humanitarni organizaciji se še kako za resničnega šteje rek, da kdor hitro da, dvakrat da. In ja, kdor hitro pomaga, lahko večkrat pomaga. Danes sem govorila z gospo, čez 80 let staro, rekla je, da je šele 4. dan lahko začela jokati. Prej ni mogla. Prizadelo je pa to, je rekla, toliko sem že stara, pa toliko ljudi poznam. Redko kdo je prišel do nje pa je rekel, kako ti lahko pomagam. Vsi so rekli, ja, saj me ni spoklicala. To mi je dal misliti, kako smo narejeni na to, da nam nekdo reče, da ji pomagaj mi. Sodelavci Karitas klica na pomoč nikoli ne preslišijo, celo začutijo ga, zato tudi sami potrkajo na vrata. Predlagateljem priznanja, krajevni skupnosti Pirniče in obema prostovoljnima gasilskima društvoma v kraju, tako v imenu Karitas Pirniče in vseh nas vzklikamo. Skupaj zmoremo. Čestitke župnijski Karitas Pirniče za medaljo občine Medvode in hvala podeljevalcema. Za praznovanje 30. obletnice občine Medvode smo si izbrali slogan Moč dobrih vezi skupnost gradi. Da to drži, svojim delovanjem dokazujejo tudi današnji prejemniki priznanj. Vaša dejanja vplivajo na skupnost in posameznike okrog vas in pregovoru človek se med ljudmi obrusi kakor kamen po svetu, dajejo širši pomen. Veseli smo, da ste med nami in da krepite našo verigo skupnosti.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi vsem neimenovanim posameznikom, ki ste se nesebično in hitro odzvali ob lanskih izzivih narave, ob poplavah v občini Medvode. Vsem vam, ki ste se požrtvovalno ponudili in priskočili na pomoč soljudem in pokazali, kako izjemno srce imate in kako močna in velika je lahko majhna skupnost med vodami, v zahvalo posvečamo naslednjo skladbo, skladbo Evropa.
Hvala Marko Mozetič Mozo in Godba Medvode. Hvala pa tudi Petru Košenini in televiziji Medvode za izjemen vizualni prispevek. Naj bodo vaša dejanja jedro naše družbe. Naj s plaščem sočutja in solidarnosti ogrinjajo naša življenja, namere in delovanje tudi v prihodnosti. Cenjeni gostje, približujemo se vrhuncu današnjega večera. Podelili bomo naziv Častni občan. Vabim podeljevalca, da se mi spet pridružita na odru. Naziv Častni občan občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Častnemu občanu občine Medvode se ob podelitvi podeli posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine. Z velikim veseljem danes med nami pozdravljamo novega častnega občana. Naziv Častni občan občine Medvode podeljujemo profesorju dr. Jožetu Duhovniku. Profesor dr. Jože Duhovnik se je rodil leta 1948. Že od malih nog je vajen dela. Osnovno šolo je obiskoval v Preski pri Medvodah. Na fotografijah 2 razredov zapored je oblečen v isto črtasto jopico, mama spletla. Srednjo tehnično šolo v Ljubljani je končal leta 1966 in že med dijaškim delom v kolorju skonstruiral napravo za bolj praktičen pokrov vedra za barve. Študiral je na fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 1972 diplomiral. In že med študijem pobiral nagrade za oblikovanje, viličarja in celo nakita. Leta 1974 je magistriral, leta 1980 doktoriral in se oblekel v belo haljo asistenta. Vmes pa upravljal odgovorno vlogo predsednika kluba AMSO, kar je kratica za Amaterji Soteske. To je bil klub za polnokrvno življenje povojne generacije v tem koncu Medvod. Jože Duhovnik je bil državni podprvak nekdanje Jugoslavije v reliju. Njegov podpis danes je še vedno enak. Zabeležil je 184 alpinističnih vzponov. Fotografije pa so z gore Fujisan, enodnevnega vzpona v času podoktorske specializacije na Univerzi Todaj na Japonskem. Kot raziskovalec je gostoval tudi v Združenih državah Amerike, na Nizozemskem in v vseh prestolnicah nekdanje Jugoslavije. Leta 2001 je postal redni profesor za teorijo in metodiko konstruiranja in transportne sisteme na ljubljanski strojni fakulteti. 2 leti kasneje, leta 2003, pa je prejel najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Osebno mi pomeni priznanje kot neke vrste oddolžitev te družbe za moje dolgoletno delo. Vse od leta 1968 je namreč vpet v pedagogiko, v želji predstaviti pravo podobo tehnike. Za tisti del populacije v družbi, ki dejansko ustvarja novo vrednost. Že leta 1983 je ustanovil laboratorijsko enoto za CAD, razvojno-raziskovalni model prepoznan v svetu. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi mednarodne šole za konstruiranje. Učenje na daljavo je vizionarsko uvedel pred več kot 30 leti. Tudi zato, da bi njegovi študentje z različnih fakultet lahko sedeli skupaj v virtualni učilnici in s komuniciranjem prek spleta ustvarili prototip, primeren za industrijsko izdelavo. Leta 2003 so se na primer ukvarjali z možnostjo proizvodnje novega goriva iz odpadkov. Svojo profesorsko pot je dr. Jože Duhovnik že sicer prepletal z gospodarstvom, saj je bil zaposlen tudi v podjetjih Sava Kran, SCT in Litostroj. To je mobilna separacija za rudnik diamantov v Nigeriji,
Objavil je 11 strokovnih knjig in več kot 200 znanstvenih prispevkov. Beleži več kot 600 delujočih projektov na vseh kontinentih. V Sloveniji pa žičniški sistem na Voglu, Kaninu in v Planici in številne sisteme transportnih in čistilnih naprav. Zadnja leta uspešno vodi podjetje Dr. Duhovnik. Prvič imam zelo dobre pogoje doma, da me prenašajo. Je zagovornik delovno-etične vzgoje. Nikoli brez dela je veljalo tudi za 3 sinove. Na fotografiji sta starejša 2 v otroških letih. V času občine Ljubljana Šiška je kot dejavni član nekdanjih organizacij Krajevne skupnosti Preska in Zbora krajevnih skupnosti Medvode sodeloval pri gradnji vaških vodovodnih sistemov Žlebe-Jeterbenk in Golo Brdo ter ceste Seničica-Golo Brdo. Teh posnetkov novega mostu čez reko Savo pri medvoški hidroelektrarni izpred več kot 30 let pa bržkone ne bi bilo, če ne bi dr. Jože Duhovnik že leta 1985 vizionarsko ugotovil, da bi se hkrati s posodobitvijo telefonskega omrežja lahko zgradil še kabelski sistem. Je treba posebej izpostaviti, da je predsednica takratnega odbora rekla, če pa bo to na Seničici, bo pa povsod. In namesto internega medsosedskega so zgradili velikega, skorajda nepredstavljivega, celo tja gor do Katarine. Podobno vizionarska je bila tudi ideja o vzpostavitvi lokalne televizije. Oba sistema je aktivno gradil in spodbujal njun razvoj. Za svetlobo duha. Konec 80. in na začetku 90. let je dr. Jože Duhovnik aktivno sodeloval tudi pri demokratizaciji Slovenije, v osamosvojitvenih procesih in v vojni za Slovenijo. Kaj pomeni demokracija v pravem pomenu besede? Da ne bojo demokracijo zamenjali za besedo strankokracijo. Je eden od soorganizatorjev in mecen 2 počastitev državnih praznikov. Dneva državnosti na Bonovcu, prvih 10 let na predvečer praznika z mašo in ljudskim rajanjem, zadnja leta pa slovesnim pohodom po Aleji Slovenija in dneva samostojnosti in enotnosti, tradicionalno vsako leto 26. decembra na Brezovici ob cerkvi svetega Jakoba. Bo treba seveda tudi z delom, z državljansko zavestjo pokazati, da smo te države vredni. Kot dejaven faran župnije Preska je v zadnjem obdobju med drugim doprinesel svoje znanje in veliko prostovoljnih ur za obnovo farne cerkve svetega Janeza Krstnika in Hafnarjeve kapelice v Preski, za strokovno obnovo cerkve svete Marijete v Žlebeh in cerkve svetega Jakoba na Petelincu. Dr. Jože Duhovnik je bil med najbolj zavzetimi zagovorniki in utemeljitelji ponovne ustanovitve občine Medvode. 14.000 prebivalcev v občini, ki naj bi bila tudi evropska, je prava številka, da se ljudje med sabo lahko pogovarjajo. Na lokalnih volitvah je bil na listi slovenskih krščanskih demokratov 2-krat izvoljen za člana občinskega sveta občine Medvode in to v najbolj turbulentnih prvih 2 mandatih, ko odločitve še zdaleč niso bile soglasne. Bil je zagovornik izdelave ekonometrične študije za vse večje odločitve, tudi tiste ljudem všečne, nič na pamet, pravi. Bil je zagovornik skrbnega ravnanja z javnim denarjem. Treba je preprosto vedeti, da so javna sredstva namenjena javnim razpisom. In na javnih razpisih se mora tekmovati, zato da se doseže čim manjše cene. Bodisi kot občinski svetnik in odbornik, bodisi kot predstavnik civilnih iniciativ ali zgolj kot nadpovprečno angažiran občan, zadnjih 30 let skrbno spremlja vse izzive postavljene pred občino Medvode, trenutno 2. Spremlja izvedbo ukrepov, da poplav, kot se vrstijo zadnja leta v Medvodah, ne bi bilo nikoli več. Skupina Poplave 2023, katere član je namreč pripravila programske zasnove obnove struge Save in Sore. Če povzamemo Jožeta Duhovnika, so narejene po zdravi kmečki pameti in seveda na že obstoječih strokovnih podlagah in analizah. In drugi izziv, nadgradnja železniške proge skozi Medvode. Na mnenje strokovnjakov da veliko, če ti seveda pridejo iz pisarn na teren. Da ne bojo imeli težav z izogibanjem resnice. Ko profesor dr. Jože Duhovnik z razumom pride do rešitve, potem to rešitev zagovarja z vsem srcem.
Iskrene čestitke, dr. Jože Duhovnik, obenem vas prosimo za nekaj besed. Najprej hvala lepa vsem prisotnim, hvala lepa za izkazano čast. Posebej bi se pa rad zahvalil predlagateljem, ki so prepoznali vseh nas 5 nocojšnjih nagrajencev, da smo vredni postopka ocene našega dela. Nadalje bi se zahvalil sami komisiji za to, da je z tenkočutnim pristopom ugotovila vrednost našega dela, ki ga bodo zanesljivo morali uporabljati naši zanamci in če začnem od konca, je to, da Medvode ne bodo več potopljene, izključna naloga naše generacije, ki mora zagotoviti, da našim zanamcem ne bodo več voda vdirala v kleti oziroma podirala hiše. Ker je to razlog slabega projektiranja celotnega savskega dela od Medvoške pregrade pa do Tacna. Besede so trde, vendar je treba razumeti, da se s časom tudi določena spoznanja, ki so včasih temeljila na eni ideji ali eni zasnovi, morajo popravljati, če se ugotavlja to, kar se je tukaj ugotavljalo, da celo Mercator in most, ki sta po vseh predpisih zgrajena z vsemi dovoljenji, postaneta poplavno področje. Posebej se zahvaljujem tudi županu iz dolgoletnih izkušenj, da je sprejel mnenje komisije kot verodostojno in ga zavestno potrdil. Mi iz starejše generacije to razumemo. Mlajši bojo pa potem ob kakšni zabavi razumeli, kaj te besede pomenijo. Vendar, glede na to, da je 30-letnica, bi rad izkoristil to priliko, da predstavim, da povem mlajši generaciji, kako je ta občina nastala. Občina je nastala z referendumom leta 1994 in od 55% vseh volilnih udeležencev je bilo 49% za, 47% proti in 4% ni bilo veljavnih glasov. Občina kot taka ni imela možnost, da bi stopila v prvo linijo ustanovljenih občin. Šele na posebno zahtevo v parlamentu sprejeto, da parlament lahko to upošteva kot poizvedovalni referendum, je potem seveda v parlamentu tekla diskusija in žal ali pa dobro moramo ugotoviti, da je od medvoških poslancev edini magister Mozetič vestno zastopal naše barve in ustanovil in zagotovil, da je z zakonom od 147 občin bila ustanovljena tudi občina Medvode, ne glede na izid glasovanja. To je podatek, ki je pomemben, ki ga je bilo treba zapisati. Seveda se potem spomnimo tudi vseh teh zgodb, kako smo poskušali Medvoško občino aktivirati in zato, ker se v življenju vse sorte dogaja, se je zgodilo to, da tisti, ki so bili najbolj proti občini, so na koncu tudi občini Medvode dobili vodilne položaje. Ampak ne glede na to, zgodba gre naprej in glede na moja leta si lahko to privoščim, so Medvode kljub vsemu iz tistega, dajmo povedati pošteno, industrijsko, z prizidki, z raznimi ograjami in z raznimi priročnimi skladišči, se je občina Medvode v teh 30 letih izjemno spremenila. Ostajajo samo še 2 mesta, kjer je to neka stara industrijska struktura. Dejstvo je, da je arhitektura v Medvodah primerna tej kraju, tej razvoju. Še posebej pa moram poudariti v zadnjih letih, v zadnjih 2 obdobjih, z majhnimi koraki, z majhnimi pristopi v urejanju krajinskih otokov, zelenih otokov po Medvodah, tudi današnja krogla predstavlja Medvode tisto duhovno dobrino, ki jo mlada generacija lahko potem seveda zajame s polno žlico. In da je mlada generacija tista, ki mora dobiti počelo za to, da ustvarja naprej, ker mi se bomo poslovili,
je prav, da v mladi generaciji tisti, ki vzgajajo učence v osnovnih šolah, imamo samo osnovne šole, da ravnatelji spoznajo svoje bivše učence, da bivše učence spremljajo skozi življenje in tako kot smo že danes slišali v umetnosti, tako tudi v znanosti, povabijo starejše generacijo, ki je doživela razcvet v znanosti, da ob naslednjem šolskem letu povejo učencem, da eno je drsanje po mobitelu, drugo je pa pridobivanje znanja in izkušenj, zato da bodo nekdaj, čez 30-40 let, uspeli v življenje za lastnim delom. In če bo to sporočilo v letošnjem šolskem letu, jaz se opravičujem, jaz imam skozi študijsko leto, ker univerzo še zmeraj smatram kot univerzo, ne kot šolo. Če bo to sprejeto, potem bom zelo vesel, da bojo v Smledniku, v Preski in na Topolu, in seveda v Perenčah, da ne bo narobe, da bodo seveda povedali odraščeni znanstveniki, umetniki sporočilo svoji naslednji generaciji, kako je pametno ustvarjati v Medvodah zelenih vrat prestolnice Slovenije. Hvala lepa. Iskrene čestitke, profesor dr. Jože Duhovnik, za naziv častni občan občine Medvode. Za vas in za vse prejemnike današnjih priznanj smo kot naslednjo točko izbrali skladbo Druga reka dveh medvoških avtorjev, Gregorja Rozmana in Marka Mozetiča, ki v besedilu pesmi kljub neuslišani ljubezni najdeta pot do izvira in do nove poti, k novi obali in novemu upanju. Postajamo v sotočju, spominjam se
Najlepša hvala godbi Medvode, dirigentu Roku Škrlu in pevki Anji Strajnar. Odšla bom do izvira in drugo pot obrala, da ta nova izbira bo le najina obala. In izzivi me bodo izbrusili, saj človek se med ljudmi obrusi, kakor kamen po svetu. Naj bo jedro naše skupnosti polno sočutja, solidarnosti in veselja. In naj v trdnih vezeh, ki gradijo našo malo veliko skupnost, vedno znova najdemo moč. Malo je mini, mnogo je maksi. Kar nam ni všeč, bo mini. Kar nam je, pa maksi. Naj bo mini vse, kar je slabo, kar je dobrega, maksi naj bo. Prisluhnimo skladbi Mini Maksi v izvedbi godbe Medvode, Anje Strajnar in mladinske vokalne skupine Medvode. Toda beseda ni obleka, ne o laseh. Mini navade, maksi razpade, žal pa je včasih ravno obratno, kot si želiš. Kar nam ni všeč, bo mini, kar nam je pa maksi. Ne bo mini vse, kar je slabo, kar je dobrega, maksi naj bo. Pripojmo mini si gorja in maksi sreče, ne glede kako dolgi lasje so, obleka in bančni račun. Mini bolezen, maksi ljubezen, mini trpeti, maksi živeti, vsak si želi. Mini za cene, maksi za plače, mini in maksi, našla sta v praksi drugi pomen. Kar nam ni všeč, bo mini, kar nam je pa maksi. Ne bo mini vse, kar je slabo, kar je dobrega, maksi naj bo. Pripojmo mini si gorja in maksi sreče, naj nam dano bo maksi veselja in mini skrbi. Najbolj pomembno je maksi srce, ne pa obleka, lase ali bančni račun. Drage gostje, dragi gosti, dobrodošli še ob sotočju Save in Sore. Na točki mestnega jedra, ki postaja simbol naše moči, trdnega jedra skupnosti med vodami pod plaščem iskrene povezanosti. Proti odkritju skulpture krogla z jedrom medvoškega kiparja Franceta Rotarja nas bosta popeljala Tomaž Štular in Marko Mozetič Mozo skladbo Reka.
in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan. Zrasel bil potok, šumeč in krasan. Sivi kanjon bi me skril sebi v dlan. Na mojem brodu čofotanje otrok, izpiral bi pesek iz njihovih nog, izpiral zlato bi in mu verjel. Včasih bi koga ko z mosta ujel. Reka, 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 reka. Razumel bi, kako se zaljubita riba in rak. Na moji gladini prepoznal bi se vsak. In na bregovih bi stali ljudje, odsevo pa ovce in volci. Reka, 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 reka. Če se vprašalo bo, kaj bi rad bil, kaj bi rad bil, če bi še enkrat živel. Rad bi bil reka, voda in led. Postopiš pa me, objameš v svet. Reka, reka, Bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan. Zrasel bi v potok šumeč in krasan. Sivi kanjon bi me skril sebi v dlan. Na mojem produ čofotanje otrok, izpiral bi pesek z njihovih nog. Izpiral zlato bi in mu verjel. Včasih bi koga dol z mosta ujel. Če se vprašalo bo, kaj bi rad bil, kaj bi rad bil, če bi še enkrat živel. Rad bi bil reka, voda in led. Ko stopiš vame, objameš ves svet.
Skulptura Krogla z jedrom je bila izbrana za postavitev na Sotočju prav zaradi predstavitve slogana Moč dobrih vezi skupnost gradi. Saj nam govori o moči jedra, ki lahko premaga vse. Celo predre tesen plašč velikih tegob. Njena postavitev na tej lokaciji Sotočja nas opominja, dokot je segala stoletna voda. V zgornjem delu pa se skulptura odpira proti nebu in nam kaže neskončne možnosti za prihodnost in sodelovanje. Vabim župana, gospoda Nejca Smoleta in gospoda Roka Rotarja, sina Franceta Rotarja, da odkrijeta naš novi simbol skupnosti, skulpturo Krogla z jedrom. Skulptura Krogla z jedrom je delo Medvodčana oziroma Medvoščana, mednarodno priznanega kiparja Franca Rotarja, ki je bil eden najpomembnejših slovenskih kiparjev 20. stoletja. Od leta 1962 pa je z družino živel in ustvarjal v Medvodah. Svoja dela je razstavljal na več kot 150 skupinskih razstavah in prejel več nagrad. Med drugimi nagrado Prešernovega sklada leta 1971, Župančičevo nagrado za umetniške in kulturne dosežke leta 1980 in Jakopičevo nagrado leta 1988. Na Expu v Montrealu je leta 1967 dobil odkupno nagrado. Njegove stvaritve so del javnih in zasebnih zbirk v Sloveniji, Srbiji, Italiji in Nemčiji. Od leta 1992 je bil izredni, od leta 1998 pa redni profesor za kiparsko tehnologijo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pri skulpturi Krogla z jedrom gre za upodobitev preproste, a hkrati kompleksne oblike, krogle, v katero je vgrajeno jedro, kar daje celoti izrazito simbolno vrednost. Krogla je sama po sebi popolna geometrična oblika, ki simbolizira neskončnost, celovitost in enotnost. Jedro je umeščeno v središče krogle, kar nakazuje notranjo moč in osredotočenost. Povezuje se z idejo izvora, centra, okoli katerega se vse vrti, in lahko simbolizira srce, energijo ali središče življenja in ustvarjalnosti. In prav zato smo jo izbrali kot simbol naše srčne in povezane skupnosti. Prisluhnimo ji.
Drage gostje, dragi gosti, naj vas nocojšnji večer navdihuje in naj vam prinese novo upanje za prihodnost. Želimo vam prijetne poti, še prej pa vas vabim k sproščenemu druženju ob pogostitvi. Srečno in lahko noč!